Dober dan, želim vsem. Zelo sem vesel, da imamo na našem 21. igrišču po vrsti, ki smo se prav obnovili v okviru akcije Verjemi svoj koš, toliko otrok, mladih, saj na vse zadnje ta igrišča obnavljamo za vas, bodoče Jure Zdovce, to se reče glavno. Danes je velik dan za slovensko košarko, to vsi vemo, še bolj se bomo tega zavedali zvečer. Ne velik samo zaradi tega igrišča, ampak tudi zaradi tistega, kar se bo zgodil zvečer, ko se bo Slovenija po vseh napovedih prvič prebila v polfinale enega velikega tekmovanja. Je pa čast biti na igrišču, na katerem je svoje prve korake delal sedanji selektor reprezentance Jure Zdovc. Očitno je tukaj dobra energija za košarko, drugače si to ne morem predstavljati, tako da je ta otvoritev ima še poseben pomen in hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da je ta igrišče zdaj izgleda tak, da se ga da uporabljati. Tako da jaz bi počas začel naš protokolarni del in sicer bi najprej zaprosil župana občine Slovenske Konjice, gospoda Gorinška, da nam pove nekaj besed. Spoštovane učenke in učenci, cenjeni gostje, res je, mi je tudi meni osebno veliko veselje, da smo tukaj v ali pa ob osnovni šoli v Drevini v zadnjem letu in pol že tretjič. In tudi tretjič gre za odprtje ene nove pridobitve, ki pomeni osnovo za nadaljnji razvoj športa. V lanskem letu smo z veseljem odprli tole rumeno stavbo, prenovljeno telovadnico, letos junija športni park in vse to kaže, da se v Konjicah zavedamo pomena športa tako za otroke, kot tudi za starejše. Kajti ukvarjanje z športom pomeni samo to, da je človek polno zaposlen, da je nekako prisiljen v zdrav način življenja in še tretje, kar jaz večkrat ponavljam in poudarjam, da se na ta način nauči tudi vztrajnosti za kasnejše življenje. In tako, ko se je v lanskem letu pri meni oglasil gospod Šporar, bom rekel raje Miki, ker ga vsi bolj poznate pod tem imenom, in mi predstavil, v čem je pravzaprav ideja te akcije Ujemi svoj koš, sem rekel kar takoj, čim je možno, pridite z Esadom, da se dogovorimo in pri vsakem projektu je potrebno nekaj časa in tako tudi tukaj in po vseh teh stopničkah smo danes prišli do trenutka, ko lahko z veseljem sporočimo vam in pa tudi vsem občankam in občanov celotne občine, da ko bodo tukaj v Konjicah, imamo eno obnovljeno športno igrišče, tokrat za košarko. Sami pa veste, kot je že Esad omenil, kaj danes pomeni košarka za Slovenijo in kaj je tudi v preteklosti pomenila. Ne smemo pozabiti, leta 1970 smo bili takratna Jugoslavija svetovni prvaki in takrat je verjetno naš sokrajan tudi Jure Zdovc dobil še poseben navdih in da ne bi ostali samo pri njemu, tudi Miki je znan košarkar, res da danes bolj ko ne sedi ali pa stoji bolj v ozadju, ampak tudi njegova šola košarke je med vami precej priljubljena. Jaz vam vsem skupaj želim, da s pridom uporabljate to novo pridobitev, obilo zabave in pa seveda kasneje obilo športnih uspehov. Rad bi se pa zahvalil, tako kot sem že omenil, Mikiju in pa Esadu in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli za to, da danes lahko gledamo tele nove črte na košarkarskem igrišču tukaj v športnem parku osnovne šole ob Drevini. Hvala, župan. Naša akcija je aktivna 4 leta, doslej smo obnovili 21 igrišč, tole 21.
ves ta čas je ob nas generalni pokrovitelj akcije Deželna banka Slovenije, brez katere, vedno znova ponavljam, te akcije ne bi bilo, tudi te plemenite ideje ne bi bilo in sem zelo hvaležen, da so nam stali ves ta čas ob strani, tako da z veseljem pozdravljam med nami tudi predstavnico Deželne banke Slovenije, Barbaro Cerovšek-Zupančič, in bi jo prosil za nekaj besed. Spoštovani zbrani, en lep pozdrav tudi strani Deželne banke Slovenije. Jaz bom zelo kratka, tako da bo tole igrišče lahko začelo čim prej služiti svojemu namenu. Veseli nas, da se je športno-humanitarna akcija Verjemi v svoj koš ustavila tudi v Slovenskih Konjicah. Mi smo generalni sponzorji že 4. leto zapored in z veseljem mislim, da bomo to še nadaljevali. Za vse, ki nas še ne poznate, Deželna banka Slovenije je vseslovenska univerzalna banka s široko paleto storitev namenjenih vsemu prebivalstvu in gospodarstvu, z enotami po vsej Sloveniji, ki jih je kar 88, pa smo vam vsem, tako kot pravi naš slogan, vedno blizu. Za konec bi vam samo še zaželela obilo košarkarskih užitkov in pa prijetno preživljanje prostega časa na tem novem lepem igrišču. Hvala.